Mateja Rojc, Simon Hudolin oziroma Small but Dangerous. Stojimo na začetku oziroma na koncu vajine razstave v Mednarodnem grafičnem likovnem centru in beremo. Skrivnost je skrivnost samo dokler je skrivnost. Da najina dela nič ne pomenijo, ne pomeni, da nimajo smisla. So orodja za poetično mišljenje. Njihov učinek je podoben čarovniji. Kaj je po vajinem mnenju razlika med smislom in pomenom in kje je tu prostor za skrivnost? Pomen lahko nima smisla, v bistvu pa se mi zdi, da se predvsem trudva najti smiselnost v nesmislih. Nekako tako. Wow. Ne ponavljam besede za Alenko Pirman. Res dober tekst. Črpava večino odgovorov iz njenega besedila ob razstavni knjigi, ki smo jo izdali ob tej razstavi. Potem pa še to, zakaj obiskovalca na pot razstave pospremite prav s tem citatom oziroma s to vajino mislijo, ne citatom? Meni se zdi, da je po eni strani, da je fora, da je življenje skrivnostno, da je umetnost skrivnostna. Ne vem, ker pol to prinese ta učinek čarovnije, mističnosti. Ja, kot pa? Pred razstavo sva nabrala nakup, tako kot sva nabirala nakup dela, sva nabrala tudi neke te kratka besedila, ki sva jih sestavljala pač skozi teh svojih 21 let. In med njimi je bil ta nekako tak, ki se nama zdi, da največ pove o tem, kaj probava narediti. Prva soba nas popelje na začetek, tako njune zgodbe kot življenja samega. Med zgodnejšimi deli Small but Dangerous namreč najdemo fotografijo rojstva. Ta zgodnejša dela pa je zaznamovala tudi uporaba grafoskopa, ki ga na razstavi sicer ni, zato pa sta tu diaprojektor in PowerPoint. Se pravi, imamo 1, 2, 3, 4, 5 fotografij. Ena je pač na papirju, ostalo so pa 2 diaprojektorja, pa ena PowerPoint animacija. Ta PowerPoint animacija so pač najdene fotografije na internetu. En ptiček v kokalu je najden dias, ostale 2 so pa najin izdelek. Aha, ta je vajin izdelek, torej gre kot za nekakšno podobo rojstva. Ja, to je moj edini otrok. Kako pa je nastala ta fotografija? Na Matejo, se pravi, kak naj to... Na Matejino mednožje. Ja, v hlačkah je projiciran na trenutek rojstva otroka. Glave otroka. Ja, malo nama je tako, to je edina soba, kjer luči niso prižgane, kjer dela sama svetijo. In se nam je zdelo to, da se pač razstava s to sobo začne in zdaj razstava je tako postavljena, da lahko ne bi imela izhoda, ampak bi bilo treba priti ven skozi to isto sobo in to se nam je zdelo že malo preveč to, da se začne z rojstvom in konča s to temno sobo, nam je bilo malo preveč, tako da smo odprli še ena vrata za izhod pred smrtjo. Izhod v sili, ja. Bomo o tem izhodu še govorili, ker je nekoliko poseben. Mogoče bi na kratko izpostavili še tega ptička, ujetega v kletko. Vse te podobe so ujete, ujete. Tamen jogi izvaja pač v 2 frejmih neskončno to asano in ne pride do razsvetljenja. Ptiček je v kletki in še v kokalu ujet. Se pravi, ja, to. Pa Porto je tudi, vrata. Ja. Tle imamo še celo več, imamo to steklo, okvirja, potem je ta svetleč papir, ki je tudi v bistvu ena bariera. Ja, neprebojna površina. Ja. In pol še v bistvu vrata v Porto. Ja. Nekako da je v bistvu iluzija, da nam podoba odpira vrata. In ravno na tej iluziji delamo.
In ta iluzija je nekaj, kar se ves čas ponavlja pri vama, nek občutek, da bomo nekam prišli, pa ne pridemo. Zakaj? Ja, tak je life, ne vem. Life je drugačen, Ne, tam celo nekam prideš lahko. Ja, mislim, ta pomen, ki ga gledalec, mislim, ki ga vsak človek, ne glede na to, s koliko nesmiselnimi stvarmi smo soočeni, vsem poskušamo najti nek pomen, smisel vsem tem, ga tudi midva preprečva, da bi poskušala, no, da bi do nekega konkretnega pomena, do neke razrešitve prišli. Zato, da bi ostal zgolj potencialen. Mislim, ko potencial izpolnimo, ni več potencial. Se pravi, da je vedno odprta pot za domišljijo. In v bistvu poudarjata prav to našo potrebo po osmišljanju sveta okoli nas. Ja, na njej gradiva in tudi pač poskušava pokazati, da nima rešitve, da ne moramo osmisliti sveta, česarkoli, no, že, ampak da je ta pot tega osmišljanja tisto, kar se nam zdi pomembno. No, pa jaz bi pa vse glih mislila, da seveda vsi iščemo smisel in marsikdo ga tudi najde, a ne, se ni tako vse nesmiselno, a ne. Pač po en stran pa vedno najdeš vse to, a ne, kar si rečeš, mogoče je pa to smisel, a ne, in je nek miseln proces z nekim zaključkom, tako ne vem, ko gledaš krošnjo drevesa, pa se ne sprašuješ o njegovem zares smislu, ampak nekako skušaš doživeti to krošnjo in zdaj ne moreš povedati, kaj si občutil, ali pa celo eni to znajo, ampak ja, ima neki. Potem pa moče se premaknemo v naslednjo sobo in se ustavimo najprej ob delu fornikula, oziroma, če se pohecam, ob nagrajenem dreku, torej popolnoma oblikovani kroglici govnača. Spet, ja, lahko najdemo nek smisel v njej, ne? Lahko si čudimo, celo občudujemo, vidva sta postavila to na tak visok podstavek. Mogoče bi se vrnila k trenutku, ko sta jo našla. Ko najdeš tak košček, v bistvu že veš iz dokumentarcev, o čem je stvar. Če gledamo sam ta cikl te živali, kako je do te kroglice sploh prišlo in kaj je njen namen, v bistvu že zaokroži v bistvu celo življenje, ne, se pravi od rojstva do smrti. Tle noter se pač ata je naredil kugeljico, ko je prišla mamica, sta noter zalegla jajčka in tle ven sta se rodile nova bitjeca in s tem je tudi konc te kroglice, se pravi, ne vem, in pol vsi te krogi, kamorkoli se ozreš v bistvu v našem življenju, a ne? Planeti so okrogli, ne vem, jaz vidim eno samo konstantno kroženje in ni nujno, da je sam od začetka do konca, lahko je nekaj neskončno. Druga stvar se nam zdi zanimiva tudi ta čist oblikovna. Mala, krogla, na večjem kvadru, ona rjava s to naravno teksturo, kvadr gladek bel in se nam sama ta postavitev posebi zdi zelo nekako minimalistična, apelira na neko umetnost iz preteklosti, ne preveč preteklosti. Tudi pomembno nam je to, no, da se ne trudva narediti nekaj, kar bi izgledalo popolnoma novo. Nekako želiva, da stvari delujejo malo kao retro, kad upor tej ideologiji inovacije pa napredka pa tako naprej. Poskušaš najti besede, s katerimi bi kaj opisal. To, kar se pač ne da opisati, ker se trudimo narediti nekaj, kar se ne da opisati. Poleg tega pa potem pač to svojo, ko za to razlago uporabljamo neke teorije iz umetnostne zgodovine, si umetniki pač privoščimo te
te stvari razlagati malo po svoje. Lahko se malo zmišljujemo po svoje, no. Nismo umetnostni zgodovinarji, tako da smo tudi pri tem lahko ustvarjalni. No, potem pa še enkrat citirajmo Alenko Pirman, ki je tudi umetnica, ki je zanimivo sopostavila tole kroglico z zobmi v pepelniku, ki so pravzaprav iz čegumija in govori o tem, kako je nekaj iz narave, zgleda popolno, kot bi naredil človek, in nekaj, kar zgleda kot naravno, pa je torej naredil človek. Jaz mislim, da to sploh ni pepelnik, je v bistvu ful ena, ja, ampak je tako zelo sofisticirana kristalna posodica, ne? Nekaj, kar daš v vitrino. Bombončke daš noter. Bombončke daš noter, ja, in zato so tam noter svetiti, ja. Definitivno se mi zdi, da nas vse odpadli zobje spomnijo spet na neko smrt, bolezen, hkrati pa, ne vem, mogoče pri interpretaciji sanj pomenijo tudi obnovo, prenavljanje, ne? Ampak v bistvu je pa pač spet ena igrica z besedami, z oblikami, z materiali, ki naj bi sprožila to čudenje in iskanje pri človeku. To, ja. Mogoče omenimo še kabinet kuriozitet, kar je nekaj, kar se je tudi omenjalo recimo ob teh primerih. Kako gledate na te zbirke? Meni se zdi prav ta kabinet kuriozitet, kad je en idealen primer tega, kako iz nekega kaosa življenja poskusiti ustvariti idejo reda, ki je pa vedno zgolj ideja in nikoli ni istovetna s tem, od kjer te predmeti prihajajo. In služi enim drugim ciljem, ne? Služi temu, da bi ta kaos življenja razumeli v določenih normah, da se postavi neka določena hierarhija razumevanja in umetnost, galerijska umetnost, kot ena potomka kabineta kuriozitet, se mi zdi točno to. V glavnem na razstavi sta tudi dve fotografiji, ki niso sama avtorja, ampak smo jih naredili skupaj z Matijo Brumnom, torej ne v tandemu, ampak v troje, so enostavno portreti najinih slik. Slike smo postavili v različna okolja in jih fotografirali. Se pravi, neko obrnen postopek od tega, kar ponavadi počneva, da iz nekega okolja prineseva stvari v galerijo, smo tukaj nesli najina dela ven iz ateljeja, jih pofotkali in spet prinesli nazaj v galerijo. Kaj piše? Zastor se je odgrnil. To sem enkrat že brala, ja, tako, ko vse tako čisto po naključju, pa tam gor izkustva. Torej, to so kot, ne vem, neke odpadne revije. To smo fotografirali v enem zapuščenem župnišču. Kako ste pa izbirali ta okolja, kamor ste potem postavili? Na sprehod smo šli. Ja. Malo smo se vozili okoli po Cerkljanskem, pa iskali zanimive lokacije. Pogosto ne pojasnjujete nekega ozadja oziroma zgodbe nastanka vajinih del, verjetno prav zato, da ohranite to skrivnost, to, o čemer smo govorili prej, ampak sem se spraševala pri tem vesoljnem potopu, se mi je zdela res dobra ta zgodba in sem vaju želela vprašati, ali bi morda vendarle jo delila s poslušalci. Nekaj časa nazaj smo restaurirali poslikavo cerkve v Metliki v Rosalnicah in sem si pač čistko, zanimalo me je, kakšne barve mešam med retušo in sem pač sklenila, da bom vsako barvo, ki jo namešam, da jo bom na platno v obliki črtic, tako kot pri retuši, v 4 črticah enega odtenka. In zanimivo mi je bilo tudi to, da sem pač to začela delati lih pod sliko vesoljnega potopa, kar se tudi tle v bistvu zelo lepo vidi. Se pravi, vidimo veliko žgane umbre,
siene caput mortuma, na koncu v sredini pa nekako pride ta modrina, ki pa ni v bistvu modrina vode, ampak oblačil. Še to. Ja, ker bi pomislil, ja. Zelo malo modre na vesoljnem potopu. Ja. Ja. Ampak ta zgodba je tu res zanimiva, ker ti ponudi neko drugačno razumevanje. Tudi če bi prebrala naslov, mislim, ne vem, če bi prišla do te ideje, je pa kot nek drugačen portret potem te freske se izriše. Ne? Ja. Ja, sploh to pripovedovanje o ozadju najnih del se takole na intervjujih, na vodstvih seveda ne morava zadržati in poveva ta ozadja, ampak na razstavi pa to nikakor ne. Naprimer, fotografija Loga pod Mangartom je ena taka najno iniciacijsko delo. 2005 sva, torej 1 leto potem, ko sva postala Small but Dangerous, strašno zanimiva zgodba in vsakeč, ko to fotografijo razstavljava, imava potrebo, da bi tudi to zgodbo nekako predstavila. In tudi tokrat je bilo tako, zelo sva tuhtala dneve, kako in kaj, in že delala poizkuse, na koncu sva ugotovila, da ne, da mora ta fotografija biti sama, brez konteksta, da se kontekst vzpostavlja tukaj skupaj z drugimi deli in z gledalcem, ki pride in ugotavlja, ko sploh gleda. Pa v bistvu, ne vem, mislim, vsaj jaz osebno, jaz zelo intuitivno delam to, kar sem prej rekla, o te krošnje, ne, ko ti nekaj pade v uč, nekaj ti je zanimiv in nekako skušaš najti vzrok, zakaj te to toliko privlači. In lahko pač mine nekaj cajta, kot te položnice, recimo Sky is the limit, ko je recimo stara mama umrla, je imela veliko teh položnic, tako da sem jih v bistvu že kar metala, na kar se v bistvu zavem te modrine ozadja in sem nehala, nisem jih več kurila, ampak sem pa pokazala Simonu, a ni to ful zanimivo, je to čisto hudo. In je to tudi nekaj cajta stalo v predalu, dokler jih nisva pol vse razgrnila in vidva v bistvu, da se ta modrina, da je ton modre barve se spreminja, se pravi, kot da bi, ne vem, pač vsak let bila malo drugačna, mogoče tudi obšlesala, kaj pa vem, da sva prišla do ideje, da je to v bistvu gledamo Frlauf, da bi bilo čudovito nebo. A ta Frlauf vaju spremlja tudi sicer, kaj vama pomeni? Povsod je, Lahko gremo naprej, pa poiščemo še kakšnega v drugem drugačni izvedbi. Po moje narava svetlobe, da pada na ta svet v... Neki dodatek? Lej! En je pustil. No, ravno kar smo našli, da je nekdo podaril nama svojo Dobro delo. izgleda. Kako hudo, hvala. To bova vzela, da? Ja, se nama en podaril očitno. Se prav gledamo čist mečkeno knjižico Otona Županščiča, in iz katerih so strani izrezane luknjice v kvadrat, ki se vožijo v perspektivo do obraza. Ja. Obraza Otona Župančiča. Je nalepljen. Ja. In potem spet luknjice. No, pustimo, da bojo ljudje še videli do konca razstave. No, če posluša tale skrivnostni obiskovalec, se lepo zahvaljujeva, zelo lepo. Moče lahko zdaj še na kratko povemo kaj o knjigah, iz katerih po lastnih besedah iztrgate vse, kar je nepotrebno. Ja, tale torej darilo, knjigica Otona Župančiča je umeščeno na polico med to, kar midva imenujeva performance knjige. So skicirke, beležke, ki so narejene tako, da ko so enkrat napolnjene, začneva iz njih trgati liste, da prideva do neke dramaturgije 3, 2, 4 listov. Pri tej dramaturgiji pa bistveno vlogo igrajo
ta manifestirana, očitna praznina, listi ostanki odtrganih listov. Ja, jaz bi rekla, da so se odločila za ta naslov oziroma ime teh knjig, da so performance knjige, zato ker je v bistvu to performativno dejanje, ko trževa te liste do te mere, da se pač odločiva, da v njej ostanejo zgolj 2, 3, 4 listi, ki spet nekako tvorijo čist novo zgodbo. No. Kako pa je s tema žebljama, o katerih je Božidar Zrinski rekel, da bi lahko šlo tudi za vajin avtoportret, torej 2 žeblja, povezana z vrvico, zlahka bi jo spregledali. Ja, lepo si opisala, ne? Se pravi, vidimo 2 žebljička, skoraj nevidno belo nitko, ki jih povezuje. Se pravi, vidva sva tudi 2 posameznika, ki naju veže nevidna vez. Ja. To pač, da je to avtoportret, je spet pač malo nategovanje, ampak nategovanje pomena, ne mislim. Ampak ja, ta naveza je v bistvu naslov dela, je nevidna, vidi se pa zanimiv pa senco te nitke. Ker se je bilo treba odločiti, lahko bi bila nitka temne barve, pa bi jo lahko opazili, ampak ja. Ja, se mi zdi, da namenoma v bistvu na svojih razstavah nekako postavlja stvari, ki jih malo terjajo to od gledalca. No, lahko se recimo en kosi, ki so v bistvu ne da bi bili skriti, ampak sam postavljeni na nekako njih malo drugačno mesto, kot ga človek pričakuje, pa ga lahko z lahkoto spregleda. No. Se mi zdi, meni je ful všeč to, no, da ljudje lahko spregledajo. Pa niti približno ni skrito. Ja, ne. Je tukaj na prazni steni, kjer bi pričakovali, da bo neko delo. Poleg tega je spet to delo, če bi ga analizirali, čisto skozi neko likovno teorijo, imamo linijo, točko, 2 točke, 2 liniji, 3 linije, črno-belo. Bistven element tega dela je pa stena, v katero sta zabita. A če sta po eni strani znana po nekih najdenih predmetih, pa je tu na razstavi tudi precej bolj klasičnih likovnih del. Ja, v bistvu je kar precej čist klasičnih slik, celo toliko daleč klasičnih, da imamo klasičen bolus doma narejen, se pravi bolonska kreda, klej, brušen do gladkega ali pa oljne slike, grafike, kolaži, fotografije, v bistvu veliko je zelo klasično vizualnih, likovno-vizualnih del. Je pa res, ja, da tudi v slikah v bistvu oziroma v teh delih nekako vključujeva najdenčke. Ali so to direktni, ali je to kot najdenček, kot ideja, ali kot material, tako, ja. Ja, se ne omejujeva. Alenka Pirman je lepo rekla, da jih uporabljava tehnike in tehnologije anahrono, se pravi nekako, kot da ne bi spadala v ta čas. Tokrat so se celo res odločila, da v eni sobi treba imeti elektriko, mislim, so dela, ki rabijo elektriko, drugače ne. Ja, meni se zdi pač privlačno to, da v bistvu uporabljaš vse te tehnike, ker nekako zajemajo človeštvo, ali? Ne vem, tako, da je nekaj, kar že dolgo cajt uporabljamo, pa nekaj, kar je čist novo uporabljamo. Tako, ja, pa tudi, ne vem, ready-made pa slika postavljena skupaj, začnejo en drugemu postavljati nek kontekst, no. In potem tehnologije, ki niso razumljene kot, da pašejo k ustvarjalnemu delu, kot je tipkanje ali pa gobelin, ki se pač smatra za neko ponavljajoče neustvarjalno delo. Se nama tudi zdi, da ko so te stvari postavljene zraven neke slike, narejene na klasičen način z oljem, na klej in grunt, da se začnejo med njimi neke stvari dogajati, no, za razumevanje, za nerazumevanje.
Prej smo govorili o poti čez razstavo in kako se skoraj da moramo vrniti, ampak je tu nek zasilni izhod mimo dela, če se prav spomnim, je naslov Ta stol. Ta stol, ja. Torej moramo ali pod metlo ali pa se stisniti ob steno. Zakaj tak izhod oziroma kaj se zgodi, ko se na ta način izmuznemo z razstave? Mečkim nagajava spet, pa sploh pa ne prav zares, ker ni zdaj, da bi se mogel zelo pomatrati, da bi prišel mimo te metle. Je pa postavljena tako, da se jo lahko tudi, če si neroden, podre. Kar se je na razstavi nekajkrat zgodilo in to, kar govoriva, da se kdo spotakne ob iskanju pomenov pri najnih delih, se kle nekdo pač zares potaknil, kar se nam zdi prav fajn. Je pa to delo eno tako zanimivo tudi z tega vidika, da se imenuje Ta stol, pa je nek predmet na steni, pa se hitro spomnimo na neke ikonična dela iz konceptualne umetnosti, ampak naslov je prišel pa čist drugje. To smo en performance smo imeli z Markom Breclom skupaj, Podhod v Ajdovščino, tudi že kar precej let nazaj. Tako da je njemu v čast v bistvu ta stol, ta metla. Ja, on je na tem performancu brenkal svoj komad Ta stol. Zanimivo, ker sem pomislila prav na to pesem, Ta stol, in potem sem razmišljala, če je tu zdaj neka krhkost, ker bo ta metla padla in tam pač ta stol tudi ni trden v tej pesmi. Ja. Ja. Malo se guncamo na stolu. Ja, pa Marko je bil zmer tako mal, mrskomu ovira. Stopimo še do konca vajne razstave, zdaj ko nismo pobegnili. Pa moče se ostavimo ob delu, ki je postalo umetniško delo bolj po naključju, torej tale kupček samolepilnih listov, post-it na polički. Ja, ful lepo paše zraven. Ja, točno tako. To je edini razlog. Ne, pa se jih je še veliko. Mislim, kaj? Res se tukaj spet je pokazalo, tako kot ponavadi, nekaj nama pade v oko med procesom in se ustavlja in pustiva malo dihati in se na koncu odločiva, to je to. In še lepo naknadno se začnejo razne asociacije pojavljati, ki nama razložijo, zakaj nama je to tako dobro. Ampak te pokce papirčkov sva sabo prinesla kot podstavke za neka mala dela. In tukaj sva jih postavila, da bova neko drugo delo dala gor, ampak je samo po sebi to brez tega dela že funkcioniralo. In spet so prazni listi, kar je en pogost motiv v najnem delu, ki niso prazni. Nikoli niso prazni, ker je človek toliko napolnjen z enimi asociacijami, da tudi prazen list ni prazen.